vedno govorijo, da so 3 sodišča potrdilo obtožbo, da nekaj mora že biti na tem. Čeprav teh sodb ni več, pa se še vedno sklicujejo na njih. To se dejansko lahko dogaja samo v Sloveniji. Zdaj, kar se tiče usode vlade Mira Cerarja, je to, mogoče ste presenečeni nad odgovorom, je to pravzaprav nepomembno. Zakaj? Zato, ker Slovenija ne funkcionira kot normalna demokracija v tem smislu, da imate vlado pa vladno koalicijo na eni strani, na drugi strani pa opozicijo. Vlada ima večino, sprejema zakone, opozicija pač nastopa s svojim programom, kritizira, nadzoruje, predstavlja svoj program in potem se na naslednjih volitvah stehtajo in če večina ljudi misli, da je tista vlada delala dobro, dobi še en mandat. Če večina ljudi misli, da je opozicija boljša, potem pač opozicija dobi mandat. Pri nas tega normalnega poteka stvari vseh teh 24 letih od osamosvojitve, 25 letih od prvih vsaj približno demokratičnih volitev praktično ni. Še posebej zadnje 3-4 mandate je to zelo očitno. Recimo, ko je naša stranka v opoziciji in vodi v javnem mnenju in v bistvu na tem političnem polju premaga glavno vladno stranko ali pa vladno koalicijo, recimo podpora stranki Mira Cerarja, oziroma zdaj meni, da je stranka modernega centra, je iz 35 ali 36% na volitvah padla na 10% v javnem mnenju. Skratka, vedno tekom mandata, ko se ustanovi neka nova stranka, ki pol zmaga, kot je Janković, zdaj Cerar, ta stranka v javnem mnenju gre dol. Zdaj v zadnjih parih mandatih je Slovenska demokratska stranka vedno pač v tem političnem spopadu v parlamentu kljub tem neuravnoteženem, nenormalnem medijskem prostoru prevladala. Ampak potem pred naslednjimi volitvami 2 meseca prej ustanovijo novo stranko. Tako da največji problem zame kot predsednika Slovenske demokratske stranke, ki trenutno po vseh javnomnenjskih anketah vodi, je, da ne vemo, kdo bo naš nasprotnik na volitvah. Pravzaprav vemo, kdo bo naš dejanski nasprotnik, ne vemo pa, kdo bo na plakatih. Ker na plakatih nikoli ni dejanskega nasprotnika ali pa tekmeca, na plakatih so novi obrazi, ki jih skurijo potem v nekaj letih, ampak potem postavijo nove obraze. Ko hodiš takole po svetu, je eno najpogostejših vprašanj tistih, ki vsaj približno poznajo, ali pa tudi, če samo daleč poznajo, kaj se pri nas dogaja, to, kako je možno, da neka stranka, ki je danes ni, pa se ustanovi nekaj tednov pred volitvami, potem zmaga na teh volitvah. Sprašuje, kakšni ste to Slovenci? Da je to možno? Da takole nekdo pride v vašo hišo, še nikoli ga niste videli, ponuje vam nek produkt, ki ga prej še nikoli niste videli, nikjer niti ne veste, ali ga kdo že mal je preizkušen, ampak vi to kupite. Pa se v tem čez en mesec, ko ste že plačali, nezadovoljni, ampak kaj? Pa ne samo to. Drugo leto pride nek drug branjevc, vam ponudi nekaj drugega in vi na isto finto še enkrat nasejete. Pa potem še tretjič. Zdaj, kaj je narobe z vami? To je zelo pogosto vprašanje. Ker to se ni zgodilo samo enkrat pri nas. Rekli boste, zakaj se to dogaja? Vsi vemo, zakaj se to dogaja. Zato, ker Slovenija nima normalnega medijskega prostora. Mi imamo namesto tega
propagandni aparat, oziroma kot sami sebe imenuje, zdaj smo slišali, aktiviste. Ne? Zdaj so neki ključni ljudje tega tako imenovane novinarske srenje odkrito nastopili s tezo, da novinar ne sme biti nevtralen, on mora biti aktivist. Dejansko, kdor ni aktivist, se ve za katero stran, je zelo malo časa v službi, v delu na nacionalni televiziji, Pop TV ali kjerkoli. Na prstene roke lahko preštejete take, ki so mogoče zdržali še. Ali pa se niso dali, pa jih doslej še niso odkrili. Med ne vem koliko, 1000, 2000 novinarjev v Sloveniji. Torej, samo v takšnem nenormalnem medijskem prostoru je to možno, ne? Kjer nekaj mesecev pred volitvami celotna ta mašinerija začne nastopati s tezo, da so vsi enaki. Opozicija je itak za nič, ne, kadar smo mi v opoziciji. Ampak tudi vlada je za nič, ne, takrat začnejo tudi tisto aktualno vlado kritizirati, ker je ne morejo več braniti, ker je stvar običajno preveč zavožena. In ponudijo rešitev. Rešitev so novi neobremenjeni obrazi. In potem pride nek kandidat, kot je recimo Miro Cerar, ki nastopi z pridigo, namesto s programom, kjer so glavne 3 take točke, ali pa sklopi. Prvič pravijo, to, kar je bilo, mi nimamo nič s tem, vlada in opozicija so za to odgovorni. Drugo, mi bomo to delali čist drugač, ne povejo pa kako. In tretjič, vse bo bolje, ne povejo pa kaj. Nekaj, kar ne moreš nič poreti, ampak to se ponavlja. Novinari, ki to poslušajo, delajo pač pametne obraze in kimajo, in potem še veliko gledalcev tudi kima, čeprav ne je točno čemu. In potem dobite rezultat na volitvah. In po volitvah prvo sejo parlamenta, ko neka taka stranka, ki zmaga, zasede tista mesta v dvorani, in vidiš, da se niti ne poznajo med seboj, ne? Da bolj tebe poznajo, kot pa da se poznajo med seboj, tako kot da bi nek avtobus izletnikov slučajno prišel tja, pa se ogleduje dvorano. Ne? In potem pridejo na dnevni red težke teme, ne? Treba je sprejemati proračun, zakonodajo. In kaj? Zjutraj berejo Delo, Dnevnik, pa pač to režimsko medijsko sceno in se pač ravnajo tako, kot je tam navodilo. Ne? To je za njih uradni list. Preizkušen brez česarkoli. Tako približno to zgleda in jasno, da tisti, ki nekje v ozadju uravnava to mašinerijo, ne? Tukaj ne gre za enega človeka, ampak gre za pač nek sistem, za omrežje, ne? Ki pač se je vzpostavilo zadnjih 25 let na 50 let podlage. Prej, zelo enostavno je potem s tako stranko ali pa s takimi strankami manipulirati. In glede na to, da so takrat s pomočjo dr. Franca Zagožne Slovenske ljudske stranke leta 2000 uspeli proporcionalni sistem, kakršnega imamo v Sloveniji, zapisati v ustavo. Vedno dobimo v parlament tam 6 ali pa 8 strank. Za koalicijo rabiš najmanj 3. Zdaj trenutno vlada ima srečo, ker so sem 3. Prej je bilo vedno treba še več, v glavnem. In temu ozadju ni treba, da popolnosti obvladuje večino v parlamentu. Dovolj je, da obvladuje eno stranko v takšni koaliciji, ker s tisto stranko lahko zruši koalicijo in drži v šahu kogarkoli. Zato so naredili vse, da so tista naša zmaga za referendum, ko smo izglasovali večinski volilni sistem, ki ga je potem tudi Ustavno sodišče potrdilo za to ustavno manipulacijo leta 2000,
pač izničili. Zdaj smo obsojeni na to, da najbolj učinkovitega zdravila, ki ga je možno uporabiti v demokraciji za takšno situacijo, pravzaprav ne moramo uporabiti. Se pravi, večinski volilni sistem pomete za takšnim izsiljevanjem, samo v Sloveniji ga zaradi te spremembe ustave najbolj še dolgo časa ne bo, ali pa ga ne bo, dokler ne bo zares hudo. Zdaj smo pri tem tretjem vprašanju, to je nova medijska hiša. Jaz mislim, da primerjalno vzeto, ali pa tudi, če gledamo lastniško strukturo, to, kar imamo pri nas na medijskem področju, da je slabše kot recimo v Rusiji. V Sloveniji je manj dejanske medijske svobode, kot je v Rusiji. Slišimo vsak dan, če vse spremljamo, tu je časopisje, kako so v Rusiji kakšne medije odpustili kakšnega novinarja, ki ni bil v pogodu režimu. Skoraj nikoli pa ne slišite, da se je to zgodilo v Sloveniji, pa se to stalno dogaja. Samo če so kdaj kakšnemu njihovemu plačo znižali, takrat je velik hrup. Ali pa če je bil kakšen eksces, pa je potem bila kakšna reakcija, kot na nacionalni televiziji nazadnje z tem ljubiteljem Al-Kaide, Valenčičem, ko mu niso podaljšali pogodbe, pa je bila cela srenja na nogah. Bil sem pred nekaj dnevi na Kosovu. Kosovo je ekonomsko gledano mogoče tam nekje na četrtini naše razvitosti, ampak ko Jugoslavija razpadala, je bilo razmerje 1:7, se pravi, so vseeno hitrejše napredovali kot mi. Ampak malo sem se posebej pozanimal za to medijsko sceno, tam je prebivalcev okrog 1,6 milijon. Imajo 4 televizije, ki pokrivajo, poleg nacionalne, še 3 komercialne, ki pokrivajo celo državo, in vsaj ti dve televiziji sta povsem normalni. Takšni, kot jih v Sloveniji ni. Imajo 6 dnevnih časopisov in razen 2, ki malo spominjate na naš Delo pa Večer, so ostali čisto normalni. Kosovo. Tukaj smo mi ostali na neki stopnji, oziroma smo šli nazaj, tukaj se strinjam z dr. Štuhecem. Tudi ta medijska scena je danes slabša, kot je bila konec 80-ih let, ko sem išel v socializmu. Takrat je bilo tudi znotraj režimskih časopisov vseeno nekaj pogumnih novinarjev ali pa krogov, ki so prebijali te blokade. Danes ne prepustijo pravzaprav nič slučaju. Tako da edina rešitev, da se to stanje popravi, in to je pomembno tudi za obe temi, o katerih sem govoril na začetku tega sklopa, je, da se tukaj spostavi neko konkurenčno okolje. Zato se letos trudimo s podporo tej novi medijski hiši in zdaj, kot so zadnje informacije, bo projekt prodaja delnic za tak ključni del nove medijske hiše, se pravi za to novičarsko televizijo, stekel 19. oktobra. Bilo je veliko poskusov, skoraj 20 raznih projektov v zadnjih 25 letih v Sloveniji, tudi veliko poskusov tujcev, da v Sloveniji ustanovijo nek nov medij, ampak so bili praktično vsi ali prežvečeni in niso nič drugačni od ostalih, ali pa pregnani. Ker je ta monopol, ko gre za oglaševalski kolač, pač naredil svoje. Edino tega poskusa še ni bilo, katerega se gre zdaj, da pač tisti, ki nismo zadovoljni z
tem stanjem in ki se tudi zavedamo katastrofalnih posledic takšnega stanja, naredimo kar lahko, kupimo eno, dve delnice, kolikor pač moramo in sami ustanovimo ta medij, ki jo pač v lasti tistih, ki bodo kupili delnice in ki bo skušal držati saj neko ravnotežje temu, kar se dogaja. Že to, da nastaja, malo preventivno deluje, ne? Ker je zdaj, če nek urednik, ne bom rekel novinar, ampak nek urednik ve, da če on objavi neko laž, ne, v nobenem drugem velikem mediju ta laž ne bo demantirana, bo to brez zadržkov naredil. Če bi pa vedel, da bo v nekem drugem mediju, ki ga bere ravno ali pa gleda ravno toliko bralcev ali pa gleda ravno toliko gledalcev, ali pa tudi nekaj manj, naslednji dan odgovor, ne, pa da bo smešno izpadel, ne, zato ker laže, pa tega ne bi naredil. Ne, tudi če dejansko tak, kakršen je in pokvarjen in pač v službi nekega interesa. Tudi na tem medijskem področju konkurenca deluje tako kot druge v ekonomiji. Če je samo eden, ki prodaja produkt, ali pa če je 5, ki prodaja iste produkte in ni nobene druge konkurence, se lahko zmenijo med sabo, dvigajo cene, vi ste morali tisto kupiti, če ste hoteli imeti ta produkt. Ne. Če pride nekdo drug, ne, ki je boljši produkt za nižjo ceno, ponudil, potem pa ta monopol razpade. Pa tudi, če je še tako močan. In ravno to je namen te nove medijske hiše in, kot je rečeno, delamo se na tem, da tukaj zagotovimo čim širšo podporo in tudi to priliko izkoriščam, ne, da pozovem vse, ki čutijo, da je tukaj treba nekaj narediti, da pač pomagajo. Pač pomagajo in koliko nas bo dovolj, je to lahko tudi čisto komercialno uspešen projekt. Se pravi, ne bo to zgolj neka pomoč, ne, ampak bo ta delnica ohranjala in čez nekaj časa lahko tudi povečevala vrednost. Kot je zapisala publicistka Alenka Puhar na ta prospekt, ne, ki vabi k nakupu delnic, zelo močan stavek je napisala. Pisala je, stvari je treba spremeniti, ne, same se ne bodo. Hvala. Gospod Štuhec, ponovno je aktualno vprašanje družinskega zakonika. Čakamo na odločitev ustavnega sodišča, ali bo dopustilo referendum. Kljub temu, da smo moderna, evropska, razvita, liberalna družba, temeljimo na tradicionalnih vrednotah in smo dolžni zaščititi družino, ki je osnovna enota človeške družbe in mala cerkev, ter je ogrožena praktično iz vseh strani, ker je to edina možnost za naše preživetje, ohranitev naroda in kulture. Kakšno je vaše stališče do te problematike? Kako, na kakšen način jo reševati, da bi bilo najboljše za vse in da bi kot narod funkcionirali s čim manj družbenimi konflikti? Ali bi se po vašem mnenju morala cerkev še bolj izpostaviti ter vstopiti v kampanjo odločno kot del civilne družbe ter tudi iz prižnic in pozvati ljudi k udeležbi na referendumu? Kar se tiče tega zakonodaje in pa problema družine in vsemi drugimi problemi, ki so s tem povezani, je seveda zadevo treba najprej postaviti v nek konkreten kontekst. Ne? Jaz kot teolog in kot duhovnik nimam nobenih težav s tem, da je država sekularna in da je tudi liberalna. To pomeni, da pač katoliška cerkev in mi, katoliški duhovniki in naša teologija ne more biti edino merilo za vzpostavljanje pravnega reda v taki državi. In tega se na nek način cerkev v sedanjem svetu
bolj ali manj vse povsod zaveda. Ko vstopamo v javno debato in tudi v politično debato, ko gre za spremembo zakonodaje, takrat seveda ne moremo v prvi vrsti argumentirati recimo z teološkega vidika ali pa z vidika vere. Takrat je treba najprej argumentirati z vidika zdrave pameti, z vidika razuma, z vidika znanosti, z vidika, ki je na nek način vsem ljudem jasen. In moj argument pri spreminjanju družinske zakonodaje, ki bi rada izenačila v vsem različno spolne zveze z istospolnimi zvezami, je sledeč. Če mi nekdo lahko dokaže, da sta dva moška pa dve ženski enako moškemu pa ženski, potem jaz s tem nimam problema, potem pač naredite izenačitev. Ampak jaz še vedno mislim, da mi tega nihče ne more dokazati. Ne eksperimentalno, ne pravno, ne kakorkoli drugače. Torej, ker vsakemu pamet kaže, da to ne more biti enako ali isto, torej je posledica na področju zakonodaje, da moramo stvari različno urejati. Jaz nimam nobenih težav s tem, da se tudi v sekularni in liberalni državi uredi položaj tistih, ki so istospolno usmerjeni in živijo v svojih takšnih ali drugačnih skupnostih. In če je ta skupnost trajna, in če recimo dva skupaj živita nekaj let, najbrž tudi skupaj se njuno premoženje oblikuje na osnovi tega, imata tudi lahko kakšne težave, ki so povezane z socialnimi ali zdravstvenimi zadevami, in je prav, da država tudi te stvari ureja. Država ni cerkev in cerkev danes ne more biti tista, ki bo edina postavljala merila za nekaj. Država, tako kot sem rekel, je sekularna, je tudi liberalna. In zato mora urejati tudi tiste stvari, ki jih pač državljani živijo. Vendar to ne pomeni, da mora spreminjati stvari, ki se jih ne da spremeniti. In to, kar sem prej rekel, vi ne morete moškega pa ženske spremeniti v dva moška ali pa v dva ženske. Dobro, bo kdo rekel, seveda lahko tudi z operacijo to spremeniš. Ja, normalno. Danes lahko vse naredimo tudi z operacijo. Ampak normalno v našem vsakdanjem življenju vsi vidimo, da smo pač različnega spola. In da ta različni spol je prevladujoč, je večinski. In večinsko vzpostavlja tudi medsebojna razmerja, ki so zakonska razmerja in potem posledično družinska razmerja. In ne more to biti enako nečemu drugemu, kar je pa tudi seveda prisotno v naši družbi, si ne smemo zatiskati oči. Tudi to je pač del neke družbe in če smo demokrati, če smo svobodno naravnani ljudje, če želimo drugim to, kar želimo sebi, potem seveda jaz nimam težav s tem, da država tudi te stvari ureja. In ta država je v času vlade gospoda Janeza Janše to uredila. V veliki meri uredila. Morda koga moti, da imamo zakon, ki govori o registraciji istospolnih zvez. Dobro, jaz bi rekel, jaz sem takrat tudi nekaj sodeloval pri tistem zakonu, ta registracija nas spominja na avtomobile, pa na registriranje avtomobilov, je morda res neprimeren izraz. To se da spremeniti, to ni nobena težava. Ampak vprašajmo se, koliko ljudi pa je izkoristilo ta zakon. A je narejena kakšna konkretna analiza, koliko istospolnih parov se je na osnovi te možne registracije tudi registriralo in iz tega uživalo potem tudi tisto, kar jim zakon omogoča. Te analize nihče ni naredil poštene, vsaj javno je ne poznamo. Zato, ker je niso hoteli izkoristiti, ker so bojkotirali ta zakon. Ta zakon so pa bojkotirali ne zaradi tega, ker bi bil slab, ampak zato, ker oni hočejo spremeniti neke vrste, na nek način kulturno izhodišče v tej družbi. Oni hočejo, in to ne samo pri nas v Sloveniji, da smo si najasni, to hočejo po celem svetu dejansko, po celem zapadnem svetu, hočejo obrniti na nek način tisto, kar je temelj v družbi. In
ne pristanejo več na to, da je za vsako družbo in za njeno prihodnost pomembno, kakšno je razmerje med različnima spoloma, tudi zaradi potomstva, tudi zaradi rodovitnosti. In ker hočejo to spremeniti, zato ne marajo nekega zakona, ki jim praktično daje vse, kar potrebujejo za svoje normalno življenje. In tu ne gre več za to, da nekdo hoče doseči na področju zakonodaje stvari zaradi tega, ker mu jih ta država ne omogoča. Ne, tu gre za čisto ideologijo, za ideološki boj, za ideološki spor in tudi na predpostavki, ker vejo točno, da cerkev pač na to nikoli ne bo pristala in ne more pristati, ne? In ker je cerkev zmeraj dobrodošla municija pred volitvami in sicer, ne, bodo to tudi izkoriščali v politične namene. In to počnejo. Vedno znova so to počeli in tudi počnejo. In zdaj tu je vprašanje, recimo, do kakšne mere je pametno, da se cerkev tu angažira. Ja, jaz mislim, da je pametno, da se angažira, ampak pametno se mora angažirati, ne neumno. Ker cerkev se lahko tudi neumno angažira. In kako se naj pametno angažira, sem povedal. Tako, da s pametnimi argumenti nastopa v javnosti. Ne pa z argumenti, ki v nekem segmentu družbe, ki pač s krščanstvom nima recimo več dobenega pravega stika, niso razumljivi. Ampak poglejte, en deklarirani liberalec in levičar, kot je psihoanalitik Vodeb in pa mi v katoliški cerkvi imamo na tem področju skupni jezik. Vsi vidimo isto. On, ki zagovarja teorijo Freuda in mi, ki zagovarjamo našo krščansko teologijo. Vsi smo prišli, torej nekdo, ki prihaja iz psihoanalitične znanosti in nekdo, ki prihaja iz teologije, vsi govorimo isti jezik na tem področju. Ampak to ne zaleže v slovenskem, tudi javnem medijskem prostoru, to, kar je problem našega medijskega prostora. Novinarji se ne vprašajo, kaj je znanstveno utemeljen argument, kaj je teološko utemeljen argument, kaj je sociološko utemeljen argument in tako naprej. Njih to ne zanima. Oni v svoji vsakdanji propagandistični maniri trobijo tisto, kar jim je pač nekdo naročil, da morajo trobiti in da morajo ljudi prepričati, da bodo tako glasovali. In tu je seveda tudi za cerkev teren zelo težak. Tudi iz tega razloga, ker dobro, imamo nek radio ognjišče, ne, sicer pa tudi po drugih medijih bi lahko rekli, da je sorazmerno malo možnosti. Jaz osebno se ne smem priteževati, ne. Jaz imam sorazmerno veliko možnosti primerjavi mojimi sobrati, ne. Ampak tudi glede na te možnosti bom rekel, ne, tako. Jaz sem dolgo upal in se bal, da se bo medijski prostor spremenil. Pa sem bil kolumnist celo v Dnevniku, v najbolj rdečem udbovskem cajtingu. Pa sem vedel, kje sem bil kolumnist, ne. Ampak sem rekel, probal bom, ne. Da nišče mi, recimo, meni nišče ne more očitati, da nisem bil pripravljen za dialog, pa tudi z udbo, če hočete. Ker sem vedel, da je udbovski cajtnik Dnevnik. Ampak odgovor, ki ga dobiš, je zloraba. Ne? Ti napišeš komentar, v katerem recimo zastopaš ena stališča, oni pa ti zraven lansirajo 10 člankov, s katerim povozijo vse tisto, kar si ti rekel. Potem pa rečeš, a tak bedak bom še naprej, da jim bom držal demokratično fasado? Ne, hvala lepa. Jaz sem se v 25 letih naveličal držati demokratično fasado enoumnemu slovenskemu medijskemu prostoru. In se zahvaljujem za tako demokratično fasado, ker je treba enkrat iz fasade preiti v realnost. Gospod Janša, v zadnjem mesecu se soočamo z množicami tako imenovanih beguncev ali migrantov, večinoma arabskega porekla, ki prodirajo proti centru Evrope.
Vemo, kako je ukrepala Madžarska in se začela pravočasno pripravljati na val teh ljudi, medtem ko je slovenska vlada rahlo zaspala. Nemčija in Avstrija napovedujeta zaprtje meja, zna se zgoditi, da bo velika množica teh ljudi ostala pojeta pri nas. Kakšne rešitve za reševanje te krize predlagate vi, kot izkušen evropski politik, ne samo pri nas, ampak na nivoju celotne Evrope oziroma v širšem mednarodnem prostoru? No, tega problema Evropa na svojem ozemlju ne more rešiti. Trenutno je na svetu več kot 50 milijonov beguncev oziroma razseljenih oseb. Tega problema ni možno rešiti na ta način, da se te milijone sprejmemo v Evropi. Ker če bi se to zgodilo, bi tudi Evropa postala natančno takšen prostor, iz katerega oni zdaj bežijo. Lahko seveda Evropa na pameten način pomaga, da se ta problem rešuje tam, kjer nastaja. In tukaj je bilo veliko zamujenega in del teh kritik je upravičen. Ravno zaradi teh zamud, ko se ni pravočasno reagiralo, ker vojna v Siriji je že leta, Libija je postala nedelujoča država že pred leti, v Iraku je ta islamska država že pred 4 leti začela to ofenzivo. Afganistan, vemo, koliko časa to traja. Zato, da se lahko začne reševati ta problem na izvoru, pa vseeno mora Evropa nekaj narediti za to, da bo svoje meje zavarovala. Ne celotna Evropska unija, ampak večina držav nas je v Schengenu, kar pomeni, da imamo zunanjo mejo. Del te meje je tudi meja med Slovenijo in Hrvaško. Hrvaška je v Evropski uniji, ni po šengenskem območju. In po evropskih predpisih, tudi po naših predpisih, je to trdno varovana meja. Simo zato nek turški ali pa nek kosovski državljan, zato da lahko vstopi v to šengensko območje, potrebuje proceduro, ki ponekod traja tudi več mesecev in mora dokazati, da ima sredstva za preživljanje, da se po času, ko bo viza iztekla, da se vrne domov in tako naprej. Zdaj, s tem valom beguncev, ki je prišel v Evropo, ampak se je začel intenzivno večati od aprila letos naprej, je ta sistem padel. Praktično noben od teh, ki smo jih videli stati v kolonah, bodi si pred našo mejo, na srečo zelo kratek čas zaenkrat, predvsem pa na meji med Srbijo in Madžarsko, noben od teh ni izpolnjeval teh kriterijev. Niti ni izpolnjeval kriterijev po Dublinskem sporazumu za prosilca za azil, ker je tudi v tem primeru procedura predpisana, ki se vlada ni spoštovala. Tako da, zdaj, ko je po tej združitvi leta 2004, po tej veliki širitvi Evropske unije, prišla pred neko prvo resno preizkušnjo, glede bistvenega vprašanja, ker meje vsake skupnosti so bistveno vprašanje, smo padli na izpitu in zdaj delamo popravnega. Kar se aktualne situacije tiče, je v Bruslju veliko upanje, da bo zima ustavila ta val in da se bo preko te zime našlo rešitev. Zdaj, po informacijah, ki jih imam jaz, je to precej optimistično pričakovanje. V vsakem primeru pa je pa čeprav zamudo,
se je potrebno sprejeti, bi morala mednarodna skupnost izvesti vrsto ukrepov, ne, ki jih ni, ne, predvsem zato, da se razmere stabilizirajo. Na ta način, ne, zdaj, če prenehajo spopadi v Siriji pa v Iraku, pa v Afganistanu, potem beguncev, ki bežijo pred vojno in spopadi ne bo več, ne, bodo pa še vedno ekonomski migranti, ki po glavnem prihajajo iz afriških držav, kar je pač drug problem. Tam je potrebno okrepiti razvojno pomoč. Ampak ta leta zamude so povzročila, da danes na voljo ni nekih zelo enostavnih rešitev. Kot običajno, najbolj za to nam nihče odgovarjal. Zdaj, kar se Slovenije tiče, če bi ta val, ki je šel čez Hrvaško, pa je šel potem na Madžarsko, prišel čez Slovenijo, jaz mislim, da danes te vlade ne imeli več. Ker dejansko bila popolno nepripravljena, in vse skupaj razpadlo. Smo situacijo, čeprav je stvar trajala samo 3 dni, ko so morale humanitarne organizacije skrbeti ne samo za begunce, ampak tudi za prehrano policistov. Niti tega ni bilo splanirano. Zdaj so kakšne boljše priprave izvedene v tem času, ne, ki smo ga dobili predvsem po milosti Madžarske, ne, ki ni zaprla meja s Hrvaško, čeprav je to napovedala, da težko rečem. Ne. Mislim pa, da če se bo ta val še naprej krepil, glede na današnjo najavo Višegrajske skupine, da bo Madžarska zaprla meje. Višegrajska skupina se je namreč dogovorila, da bodo policijske sile Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske skupaj, ne, varovale madžarsko mejo. Kar seveda pomeni, da bo šel potem verjetno ta val do Nemčije, dokler bo Nemčija še sprejemala begunce, je pa to tam zelo hud notranjepolitični problem, poleg vsega ostalega, še pač ta val čez Slovenijo. Res je, da pač ti ljudje ne želijo ostati pri nas, si želijo v Nemčijo, prepričani so, da jih Nemčija vabi deloma, pač je to prepričanje utemeljeno, ne vem, koliko časa še bo. Problem pa lahko nastane, velik problem za Slovenijo pa lahko nastane, tako kot ste sami omenili v vprašanju, ne, takrat, ko se to ustavi in ko je še nekaj 100 000 ljudi na poti, ne, potem bo ta gneča nastala pač pred tistimi mejami, ki bodo bolj varovane, ne, ker je Schengen v veliki meri razpadel kot sistem. Madžarska, ki ga je edina skušala izvajati, je bila močno kritizirana po evropskih medijih. Doživeli smo situacijo, ko se je tudi zelo grobo kritiziralo tudi naših medijih, da ne govorimo o izjavah uradnih predstavnikov, ko se je napadalo tistega, ki se je vsaj trudil za to, da bi spoštoval veljavni evropski pravni red. Za Nobelovo nagrado se predlaga tiste, ki tega niso. Se treba vprašati, kaj je usoda Evrope, no, če bi to postalo neko tudi moralno vodilo. Ampak, da ne končamo samo pesimistično. Tam nekje od začetka oktobra je vseeno mednarodna skupnost na višjih obratih, če ste sledili ta dogajanja, vsaj na površini, ko se vključuje Turčija v reševanje tega problema, Jordanija, Libanon, ko se v milijardah veča ta pomoč za to, da se tem ljudem pomaga pač čim bliže.
njihovih matičnih držav. Zdaj tukaj so neki realni resursi angažirani in gredo koraki v pravo smer. Ne. Je pa to bitka s časom, bomo videli, če se bo ta čas, ki je bil izgubljen, dalo nadoknaditi. Zdaj zgolj govorjenje o tem, da moramo biti solidarni, to ne pomaga nikomor. Ne. To ne pomaga nikomor. Tukaj je še en zelo pomemben element. Ti ljudje, recimo, ki zdaj bežijo iz Sirije, ne, to je njihov srednji razred, kakršen pač je v Siriji. Ne. Sirija tudi ni bila najbolj zaostala država, karkoli si mislimo pač o diktatorju Asadu. Ti ljudje so nekaj časa čakali, predvsem v Turčiji in Jordaniji, da se bo situacija doma umirila in da lahko odšli domov. Minila so leta, situacija se ni umirila, je postajala čedalje slabša, mednarodna skupnost ni bila nobenih resnih formul za rešitve in so počasi obupali. Tu države, ki so bile najbolj obremenjene s tem, so počasi obupale in tamle nekje aprila letos so se v turških, jordanskih, tudi v sirskih časopisih na ozemljih, ki so še pod kontrolo Asada, naenkrat začeli pojavljati prispevki o evropski azilni politiki, o tem, koliko nek prosilec za azil dobi na mesec, ne, če zaprosi za azil v Nemčiji ali na Danskem. Cele tabele so bile objavljene, ne, vse, ne vem, od Madžarske, kjer je ta denar praktično zelo nizek, do Danske, ki je imela do spremembe pred enim mesecem mesečno nadomestilo samskemu prosilcu za azil 1600 evrov. Ne. 1600 evrov. Ne. Za družino bistveno več. Še nekaj, ko so ljudje, ki so bili že 3 leta, recimo, ne, v teh taboriščih to brali, ne, vse to v njihovem jeziku, je bilo odločitev zelo enostavno. Ne. Hkrati so še posebej v Turčiji, kjer so podjetni, ne, v Istanbulu predvsem, naenkrat zrasle te posredniške nepremičninske agencije, ki so tem ljudem ponujale, da jim pač uredijo prodajo premoženja doma, ne, kolikor ga je bilo, in so pol ti začeli za nekaj 10% realne vrednosti prodajati hiše v Siriji, v Iraku, pač vrtniške delavnice in tako naprej, in s tem denarjem potem potovati na zahod. Ne. To, kar smo mi videli na televiziji, se pravi te kolone ljudi, ki peš gredo, to je zelo majhen del tega begunskega vala, ki je prišel v Evropo. Ne. Večinoma tega pač za njihove razmere premožnejšega srednjega razreda si organiziralo, bom rekel, bolj udobne oblike prevoza in tudi prestopov čez mejo, ne, še vsej na Madžarsko v prvem trenutku s kontakti, ko jih je pač nekdo z avti počakal, in ko so šli enkrat čez šengensko mejo, ni nobene kontrole več bilo. Ne. Tako da v Nemčiji je po ocenah njihovih služb najmanj še enkrat več, kot jih je registriranih, enako v Skandinaviji in tako dalje. Tako da ključen problem, ki pa nastane s tem, pa tudi s tem, če se recimo do konca sledi tem pozivom, kako je treba te ljudi vse sprejeti v Evropi in jih integrirati, se postavi vprašanje, kaj pa bo potem z njihovimi matičnimi državami, ne? Če bodo vsi šolani ljudje od tam odšli. Ne? Tudi če se tam spopadi ustavijo z vojaško silo, kdo bo pa tiste države normaliziral? Ne? Bo to večen problem. Tako da ta vabila, ki so recimo prišla z Nemčije, tudi z nemške industrije, češ kar pridite, se mi rabimo delavce in inženirje še posebej. Ne? To je zelo sebično, ne? Bolj kot Nemčija jih rabi Sirija, ne? Če se recimo, ne? Če nočemo, da bo ta problem stalno na vratih Evrope, ne? Še desetletja. Ne? Vidimo, recimo, posledice takšne kratkovidne politike vidimo v Bosni. Bosna in Hercegovina je danes
sicer izginila iz prvih straneh časopisov, ne, ker ni spopadov. Vsako leto, ko je ta slovesnost v Srebrenici, je spet v središču pozornosti, drugače se potem malo ve in piše, ampak Bosna je v bistvu evropski protektorat, kamor Evropska unija, tudi mi vsi skupaj vsako leto ne, pošiljamo stotine milijonov evrov. Ključno besedo ima naš rojak Valentin Inzko, ki je visoki predstavnik Evropske unije, dol, ki je v bistvu guverner Bosne, ki lahko razveljavi zakon ali pa da veto ali pa prekliče v bistvu kakršnokoli kadrovsko odločitev. Skratka, to ni država, ki bi funkcionirala, ne? Ker korupcija cveti in birokracija in brezposelnost zelo visoka. In en od ključnih razlogov je tem, da so ne vsi, ampak recimo velika večina šolanih ljudi se je iz Bosne izselila, tako ali drugačne. Mnogi so bili tudi pobiti, ampak velika večina se jih je izselila in se ni vrnila. Ne. So danes zdravniki na Švedskem, v Švici, igrajo nogomet, ne vem kje, ne. In so njihovi državljani že, so inženirji v teh podjetjih ali pa delavci v teh podjetjih, ne, izobraženi. V Bosni jih pa ni, ne. In zdaj to napako ponavljati z napačno politiko, ne, tudi pri državah, ki so bistveno večje, je zelo kratkovidno, ne. Tako da tukaj bo potreben premislek znotraj Evropske unije, hitra sprememba mnogih predpisov, ne, predvsem pa neko poenotenje v tem smislu, da ne bomo imeli znotraj iste skupnosti države, ki bodo ljudi vabile in države, ki bodo pač postavljale meje. Ne. To enostavno ne gre, ne. Če imamo skupne meje, ne, če imamo skupne politike, enoten trg in tako naprej. Kot je resno vprašanje, dejansko je ta tako imenovana migrantsko-begunska kriza pač od konca hladne vojne največja preizkušnja za Evropsko unijo, ne. In to vpliva na vse. Mogoče se mi tega čisto ne zavedamo, ampak temu tako je. Zdaj, omenili ste še eno stvar, verjetno smo že malo dolgi, ne, pa že na uro gledate. Bi končal s tem. Omenili ste eno knjigo, ki je tudi na prodaj zunaj, Noriško kraljestvo. Mislim, delati reklamo za njo. Ne. Ampak jaz sem se tega pisanja lotil zaradi tega, ker se mi je enkrat zazdelo, da sem še bolj prepričan v to, da imamo Slovenci veliko problemov zaradi tega, ker imamo težave z lastno identiteto. Ne. Ti lahko vrtiš ljudi okoli, toliko bolj pa manipulira z njimi, kolikor manj vejo o sebi. Ne. Zdaj, identiteta je to, da veš, kaj si in to tudi hočeš biti, ne. Zavestno. Zdaj, če pogledamo naše življenje v socializmu ali pa komunizmu, z eno od glavnih značilnosti tistega časa je bilo to, da, in to smo tudi vsi govorili, v splošno občutenje, da oblast hoče prepričati ljudi, da se je zgodovina začela leta 1945. Ne. Tisto, kar je bilo prej, ni bilo nič vredno ali pa je bilo označeno za nazadnjaško. In ta desetletja so naredila zelo veliko škode. Ne. Danes velika večina Slovencev ne pozna stotine naših rojakov, ki si zaslužijo spomin, ki so uspeli v svetu, ne, ki so bili od Nobelovih nagrajencev do olimpijskih prvakov, ne, katere nismo smeli slišati, ker so recimo bili to naši rojaki, ki so šli v Argentino po vojni, pa se o njih ni smelo govoriti, kot recimo o Dinku Bertonclu. Pa so tudi ljudje, naši rojaki, ki so v času Avstro-Ogrske, recimo, ne samo uspeli, ampak
prispevali k bodisi k kulturi, bodisi k umetnosti, bodisi k znanosti tistega časa. In jih najdete v avstrijskih ali pa nemških enciklopedijah ali pa ameriških enciklopedijah, ne, mi jih pa ne poznamo. Dr. Edward Gobec iz Clevelanda, naš rojak, je pred meseci izdal knjigo, ki se imenuje Znameniti ameriški Slovenci. Ko sem jaz tisto knjigo prelistal, notri so od vrhunskih znanstvenikov NASA do konstruktorjev Boeinga, do šefov ameriških multinacionalk, do ameriških admiralov, vsi Slovenci prve, druge generacije. Za kjer je tudi jaz, za mnoge nisem nikoli slišal. Ne? Skratka, teh 50 let socializma je na Slovence zelo uspešno odrezalo od pomembnih virov naše identitete, tudi naše samozavesti. Imamo pa takšne probleme tudi iz prejšnjih časov. No. Eno od teh glavnih problemov vezanih na identiteto je recimo naš izvor. Včasih, ko ste vi hodili v šolo, tudi jaz, je v naših učbenikih pisalo, da smo Slovenci prišli iz Karpatov, ne, tam nekje med 5. in 6. stoletjem, nikjer ni pisalo čisto natančno, čeprav za 5. in 6. stoletje po Kristusu obstajajo za evropska tla kar natančni zapisi o tem, kaj se je kdaj dogajalo, kdaj so bile kakšne selitev ljudstva in tako naprej. Skratka, mi smo kar kupili to pravljico, da ne, prej nas ni bilo tukaj, pa smo pa prišli tam nekaj iz Karpatov, tudi nihče ni nikoli povedal, od kje točno, ne, ker tudi tam je zemljevid, ne, za Karpati in je tudi takrat bil. Včeraj nas ni bilo, danes smo pa že bili. Tako da bi prišli sem na nek prazen prostor, ker ni bilo nobene zgodovine, od nekod, ker tudi ni bilo nobene zgodovine. In mi smo to kupovali, še vedno kupujemo. Ne. 99% Slovencev je še danes prepričanih, ne, če jih vprašaš. Aha, Slovani, seveda, malo se spomnimo Finžgarja pod Svobodnim soncem, pa Predinovo pesem o Praslovanu. To smo nekje mi. Ta zapis o tem našem izvoru je čista izmišljotina, to je pravljica. Ne, tistih čas ni nobenih selitev ljudstev v tej smeri. Ne. Tudi to, kakšnih učbenih je tudi pisalo. Prej smo mi sem prišli, so pa tukaj živeli Iliri pa Kelti. In pa večina Slovencev potem predstavlja Bobre, Janeza Jalna, iz časov, ki so 5000 let starejši. Ne. Z bronaste dobe, z kožami okrog pasu. Ne. Nič, nobenih dvomov ni bilo dopustnih v zvezi s tem izvorom. Nobenega tudi dejansko v novejšem času nekaj dosti zanimalo, kaj pa se je dejansko dogajalo na naših tleh, recimo pred 2000 leti. Veliko se je pisalo, tudi priznano, znanstveno o času Karantanije, ampak to ne bi bilo že potem, ko smo prišli iz Karpatov. To nikoli ni bilo tako sporno. Ampak 1000 let pred Karantanijo na našem ozemlju recimo obstajalo Noriško kraljestvo, neka za tiste čase sjajna državna tvorba, industrijska velesila.